Ljudje in ljudine, poslušate 216. epizodo 7. sezone podcasta Obot, podcasta, v katerem z vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, Obot, o Gjeri branimo oblegano dvorečje. Smo Mito Gegić, Servus, Igor Harp in Aljoša Harlamov. Zaenkrat še vedno brez gosta oziroma gostje in na spletu, a nič manj gostoleči in medmrežni. Današnja epizoda je posvečena 3. sezoni serije The Wheel of Time oziroma Pobodovsko koločasje, ki ste jo lahko od 13. marca do 17. aprila sproti spremljali na Amazonovem Primeu. Ker je torej še izredno sveža, minister za prerokbe in Fata Morgane opozarja, epizoda lahko vsebuje kvarnike, zato poslušajte na lastno odgovornost. Ok, skratka, 3. sezona Wheel of Time. Wheel of Time smo že delali dvakrat. Poglejte si 113. epizodo, ko smo delali prvo sezono med mesecem fantazije. Tam lahko mimogrede skočite še, pa si prisluhnete, kaj so žanrske določnice fantazije, kaj vse fantazija je, kako širok je ta žanr in kam spada pravzaprav Wheel of Time, se pravi koločasje. Drugo sezono smo delali v 168. epizodi, skratka danes pa delamo 3. sezono in ne bomo kaj izgubljali toliko veliko časa, zato da vam jo predstavimo. Glavni stvarjalec serije Rafe Judkins, ki je vmes napisal scenarij za film Uncharted. Igor, boš priznal, da mu je odlično uspelo to delo. Čist. In pa stvar je seveda ekranizacija oziroma adaptacija pravilne, ustrezne knjižne zbirke Roberta Jordana, ki jo je zaključil Brandon Sanderson po njegovih načrtih in zapiskih. Seveda. In z nami je seveda ekspert za knjige Mito Gegić, ki jih zdaj znova bere. Ja, kajti 3. sezona je sledi dogodkom iz 4. in 5. knjige. Pravi, da... Okay. Še malo tretje. Še malo tretje, ja. Še malo tretje. 4. in 5. 4. je The Shadow Rising, Senca vzhaja, in pa The Fires of Heaven, se pravi nebesa v ognju. To sta knjigi iz leta 92 in 93, lepo prosim. Daleč v preteklosti. In iz te preteklosti je tudi Igor, ki je takrat že živel in brcal in bil zelo glasen in že takrat je kazal na televizijo in se drl, slab film. Ok, zdaj smo predgavili, vedno pozajam, Igor, koliko si ti starejši od nas? Koliko si bil ti star leta 93, 92? 92 sem jaz zaključeval osnovno šolo, oziroma začenjal srednjo. Pa si zmogel več kot slab film. Ja. Ok, dobro. Jaz pa dobro, jaz sem bil pa 10, jaz pa drugega gotovo nisem znal. Ti si sam s prstom kazal, pa govoril film. Ja, jaz sem se kome naučil govoriti pri 10. Ja. Prav si pa že pri 4. Ja. Dobro, brat pa govoriti sta dve ločeni disciplini na olimpijskih. Tako da, Igor, zdaj boš seveda povedal, kaj se je dogajalo v 3. sezoni, da malo ujamemo. Za tiste, ki niste gledali, pa to vseeno poslušate. Skratka, Igor, povej, ali pa za tiste, ki ste pogledali, pa je to že tedni od tega pa ste že vse pozabili. Igor, kaj je 3. sezona? 3. sezona je v glavnem osredotočena na Randovo nadaljno rast kot ponovno prerojeni zmaj, I guess, in navigiranje skozi pasti, ki mu jih nastavlja Lanfear, njegova ljubica iz prejšnje sezone in tudi občasno sanska ženska njegova. Lepo, ok. Izvirni dogodek, ki pač požene akcijo v tej sezoni, je napad na Beli stolp, ki ga izvedejo pripadnice Črne Ažah na čelu z Liandrin, na kar se druščina razcepi, ker Rand, Moraine pa Egwene grejo naprej proti puščavi, kjer bo Zmaj zbral svojo vojsko.
medtem pa se Perrin vrne v dvorečje, Matt in Nynaeve pa se s princeso odpravijo vsi trije skupaj za Liandrin, ker iščejo, torej navezava na prejšnjo sezono, obstaja tehnologija čarobna nekih ovratnic, ki zasužnijo ljudi, in zdaj obstaja ena posebna ovratnica, ki lahko zasužni prerojenega zmaja, in da grejo to iskati. Potem se še vmes vmešava tale Španka, Laja Costa je igralka, Mogiden, ki je v bistvu povsod, pa je nihče ne opazi. Zdaj v bistvu v tej sezoni je prav to, da ti prekleti so povsod, samo razen Lenfir, ki je v sanjah, so vsi tako znajo sfejkati, da so vedno tam. No. Ja, imajo kar ok inkognito mod. Ja, to. No, to je to. To je super. Potem imamo še ene bitke, kar hude in to. Se pravi, gremo kar po vtisih, zdaj le itak, tako kot sem rekel, pač ne zgubljamo toliko časa z nekimi nucniki, pa to smo res delali že prejšnje, od nekih teh novih igralcev letos, skratka, pridružila se nam je torej, kaj je že, kje si že tle? Fail. Šoreh Agdašlu se nam je pridružila, ki je zmeraj poživitev vsake serije. Kaj si ti Mito imel še koga? Torej, Asharu v bistvu igra Elaido, ki je zelo pomemben lik, potem pa pridružila se tudi mlada avstralska igralka, čigar ime ne znam izgovoriti, ker je mešanca nekega italijanščine, nima veze, skratka, ki igra Fail, torej Perrinovo novo romantični interes, da se tako izrazim. Pa kaj še novega, od Forsakenov, oziroma, kako si Igor rekel, prekletih. Ja, niso prekleti, to tu napisano bilo nekje. Sure. Ok, to imamo pa predstavitev Samaela in pa Ravina, to sta dva od moških prekletih, medtem ko smo pa v tej sezoni izvedeli, da se še vsaj dve skrivata, torej Semirhaš pa Grandel, upam, da sem to pravilno zgovoril, to so tongue twisteri. Pa kaj še od novih likov? Kuladin. Dobro, samo sprotno. Okay, dobro, pride še kraljica Elejnina mama, ne, pa pripelje sabo cel kup nekih ljudi, ki sicer jaz zdaj ne vem, koliko bojo v seriji, mislim, njena brata, ki tudi ne veš, koliko bosta v seriji, oziroma mogoče bosta pomembnejša, zdaj trenutno sta samo pač bila Mattova sparring partnerja za kakšno minuto, ko da jima je pokazal, kam pašeta. Ja, pa malo sta trebušne mišice pokazala belemu stolpu. Tako. Pač vidi se, da kaj pač dobiš, če zapreš ženske v en stolp. Pa, v falično obliku stolpa. Tako, potem pa spustiš dva princa med njih. Kakorkoli že, skratka, nekaj novih je tudi igralcev, ampak predvsem tisto, kar me za prvi krog zanima je, zakaj. Ker jaz mislim, da to ni samo naš občutek in definitivno se bomo o tem danes pogovarjali. Kaj ti posod smo zdaj, mislim, da videli kritike, recenzije, ki ponavljajo neke presežnike, ki pač pravijo, da je tretja sezona daleč najboljša od vseh treh sezon, da je dvignila serijo na nov nivo. In zdaj mogoče prvo vprašanje, ki je za mene, je seveda vajni vtisi tretje sezone, predvsem pa kaj mislite, da je tisto, zaradi česa je ta sezona boljša? Kje so se našli? Kaj so našli torej, oziroma kaj so nadaljevali, kakorkoli pač to vidite, da je ta tretja sezona dobila toliko, ker vemo, da prvi dve sezoni sta, mi po mojem smo še bili še najmanj zlobni do serije, ampak je bilo kar nekaj zlobe in česarkoli že sporočeno. Skratka, kaj se vam zdi, zakaj je tretja sezona boljša? Igor. Ful je manj boring. Super. Ne, mislim, več je akcije, več je dogajanja, bolj logični razvoj likov. Te stvari, mislim, pa igrati so se naučili, ne? Sploh tale Rand, Joshua Strathovski,
je bistveno boljši, kot je bil v prvi sezoni, pa tudi Zoe Robbins in Madeline Madden se pozna razlika, je pa pri Zoe Robbins, torej pri Naniv, še vedno problem lika. No? Ta lik se prepočasi premika, prepočasi se razvija in ona samo tam, ojoj, ne znam uporabljati moči in sej ona igralka ne more s tem kaj dosti več narediti. No? Tako da tukaj se mi je zdelo, plus pač vse novi liki, ki jih dodajajo, naredijo nek vtis, pa v prejšnjih sezonah je bilo tako, recimo v drugi sezoni, ko se pojavijo tam oni z Ishamaelom, je kaj pri vragu se dogaja in cel tist toliko out there je cel koncept, pa hkrati en kup stvari ripov Duna še bil zraven, da je bilo težko not pas tukaj, pa je dost bolj že vzpostavljen cel svet, da stvari, ki jih dodajajo noter, so smiselne, ni treba dost razlagati in gre lahko ful hitro zašel pa zgodba naprej. Ne? In tudi vizualno mislim, da tale Ail, kakorkoli se je imenovalo tisto mesto, kamor gre ta Moraine in Rentnot, to je bilo res vizualno, je bilo čisto to. No. Tako da to plus, mislim, da je koristila tale vzporednica, da je bilo hkrati na sporedu z White Lotus, ker ta dva princa, ki se jo prej omenil, sta čisti stakovni Schwarzenegger v lik tam. Taka čeda, ali kaj sta čeda. Tak fantasy verzija, ja. Ok. Ja, fajn. Mito, kaj se tebi zdelo? Zraven tega vsega, kar je Igor povedal in kar podpisujem, bi rekel, da si je serija končno vzela malo več časa za prostor, da zadihajo ene zadeve. Sem imel v prvih 2 sezonah občutek, da se pohitrijo momenti pa neki trenutki, ki so pomembni za like pa za zgodbo, v prid akcije. Tukaj v tej 3. sezoni so si pa končno vzeli malo čas, da zadihajo. Ne? Torej, Elaine za svojo matero, da se je lahko malo spostavil njen lik, ki je v bistvu svež lik, ne? V 2. sezoni je bil šele predstavljen. Potem Moraine pa Rand, ki imata svoje trenutke, pa liki med sabo nasploh dobijo več minutaže. No? Tudi potem v akcijskih momentih so v bistvu boljše izpeljani, boljše koreografirani. Ali pa naprimer pri prekletih oziroma Forsakenih imaš več minutaže, da se izkažejo ali njihovo sovraštvo drug do drugega, njihove medsebojne spletke, ki se igrejo, ali pa kako manipulirajo ostale. Ne? Predvsem scena z Mogideon v tančiku, ko Elaine pa ni naiv, vrtijo okrog prsta, je bila čudovito narejena in so si vzeli dovolj časa za to, da se nekako inštalira ta minutaža med to akcijo pa zaplet, da začutiš. Ne? Se skupaj to dejansko najbolj cenim, da so se malo začeli ustavljati. Po drugi strani bi se pa želel še malo več previdnosti pri momentih, ki bi si zaslužili tudi svojo minutažo. Naprimer v Aiel Waste, ko se Kuladin kar naenkrat spreobrne, pa želi postati Karna, ampak pol zgine, ne veš, kaj se dogaja, eni liki kar zginejo, imajo neke izhode. A veš, take ene zadeve bi se splačalo še malo bolj razdelati in še vedno moja obstoječa kritika je, zakaj hudiča pri pretočnikih, ki si sicer vzame 8 delov, v redu, ne zmorejo še kakšno minutažo več noter plunt. Pa zraven tega vsega, ki se mi zdi, v bistvu najbolj delujejo zgodbe od Randa, Moraine, Tančiku, Naiv in Elaine pa Min, plus Matt. Medtem ko Perrin, ki pa je en mojih najljubših likov, ne, v dvorečju je pa mal zgrešil. Point. Ni slabo, ona akcija, mislim v 8. delu, v 6., 7. delu je zelo dobro nastavljena, vse skupaj, mislim pa, da bi lahko tamle ene par zadev ven potegnil, da bi v bistvu bil ta impact ali pa vtis bistveno boljši. Super. Jaz zdaj skušam malo razmisliti, kaj sta povedala, kaj bi še lahko dodal tukaj. Jaz mislim, da mogoče kdaj mi tudi, ko imaš serijo, ki ima že zgodbo, kjer ti ne razvijaš zgodbe in kjer veš, kaj moraš povedati od točke A do točke Ž ali katere pač kam greš. Jaz mislim, da včasih mi malo pozabimo, da tu pa tam, je treba kaj žrtvovati za to, da neke stvari pozneje se pač malo razmahnejo, če me razumete. Zdi se mi, da mogoče, ne mi,
mi smo fajn, ampak da mogoče kakšna kritika in tako ljudi za prvi 2 sezoni je bila pač prehitra. Jaz mislim, da pač imajo zelo nehvaležno delo, kako ti eno tako ogromno zgodbo, tudi če tudi je to serija, pa če tudi bi imeli vsaka sezona, ne vem, 12 delov, jaz mislim, da so mogli res premisliti, kaj dati, kaj vem reči. In mogoče sta prvi 2 sezoni res bili potrebni za to, da sta nastavili štorijo, da lahko 3. sezona malo bolj deluje, to, kar si ti mi to rekel. Da tukaj, ker zdaj pa tako, kaj je Igor rekel, če si ti nastavil neke stvari, zdaj si svet približno zgradil, gledalec tudi, če ni bral, se približno že znajde v njem in zdaj lažje tudi ene stvari, jaz mislim, da deluje. To je bila po mojem, zakaj 3. sezona bolj deluje, ker pač enih stvari ni treba več pojasnjevati. Zdaj vemo, kam približno gremo, vemo, kdo je Dragon Reborn, vemo, kaj so približno težave, pejmo. Ja, tu pa tam pa kakšna, se strinjam s tabo, Mito, meni je Perrin, jaz pa mislim, da absolutno najljubši lik v Jordanu bil takrat, ko sem bral. In se mi zdi, da mi je mal žal, ker je tak nek... Ja, dost ima minutaže, ampak se mi zdi, da vsa njegova minutaža je neki v akciji, ki pač nič pa ni placa prav za njega. Se mi zdi, da najmanj je prostora za njega, ker ta ljubezenska zgodba s tole... Fail. Ja, je tudi tako, mislim... Ja, pač tam sta... Ja, blizu sta, skupaj hota, zakaj pa ne, ali kaj. To, ja. Jaz bom skakal za kvarniki iz knjig, tako da ne mi folk ne zameri. Mislim, priporočam celo zbirko, preberite se jo, jaz se zaberem drugič oziroma tretjič, ker sem nekako prvič obupal. Perrin v knjigah, ko pride nazaj v dvorečje, najprej ugotovi, da so jim White Cloaki, da so mu pobili družino. To je grozen moment za njega. In tudi, ko pride, skuži, da so v bistvu Trolloki in White Cloaki nekako že na tem območju, da se fajtajo, da White Cloaki sicer nudijo zaščito dvorečju pred Trolloki, ampak vidijo tudi požgane vasi. Nekako veš, ta moment je vzpostavljen, da ko pride, veš točno, kaj je na tnalu, kaj se mora zgoditi, pa kako morajo nekako postopiti. In Perrin se tam le skozi poglavje 2 opolnomoči kot nek vodja. Ne? Tukaj se to zgodi bistveno hitreje. Pa zaradi tega potem ker ni minutaže, zato se mi zdi, da v bistvu ta preskok iz nekega popča, v knjigi mu govori o bojku, pa prvi boj, pobec, puba, čez poglavje 2 pa ga že nagovarjajo kot Perrin z polnim imenom ali pa Lord Perrin. Ja, pokaže, da v bistvu je nekako zrastel v očeh njegovih bivših vaščanov oziroma someščanov, kakorkoli bomo temu rekli. Druga stvar pa, ki pa je okrog Fail oziroma problem, ki ga je serija sama si naredila, je to njegova bivša žena, ker tega v knjigi ni. Perrin v bistvu samo rekel vsi ostali in nima problema za bivšo ženo, tlejo pa mora v isti sezoni pokopati, pa nekako objokati, hkrati pa se na novo zaljubiti in je pač weird. To je res čudno. No? Fail v knjigah on spozna v 3. knjigi bistveno prej in ko pride z njo, on pride z njo skupaj v dvorečje in ima ta bistveno bolj že razvito razmerje. No, tako da mislim, da tukaj s tem likom se še so ene narodnosti, no? In mi je škoda. No? Ja, je pa pač res treba priznati, ne, tudi to, da seveda absolutno ogromno likov. Spet imamo serijo za to kliki, ker vsake toliko cajta sem ker hudič si že ti. V knjigah je 2500 likov z polnim imenom. Ne samo tamle, ki prodaja jabka, ampak polnim imenom pa nekim statusom, whatever. Tako da, razumljivo je, da bojo porezali. Jaz mislim, da po večini delajo čisto okej. Moram reči, da čisto ok. Samo, kje se kaj zgodi, je mogoče problematično, pa vem, da v zagovor seriji lahko rečem, da pač se jim je sred snemanja prve sezone zgodil COVID, pa glavni lik Matt, prvotni igralec, je kar dvojko stisnil, pa odšel in so morali full stvari premikati, kar se sicer pozna še zdaj. Še v 3. sezoni premikajo ene dele, ki v bistvu bi lahko bili boljše izpeljani. No. Ja, ampak se pravim, dostkrat je, jaz res mislim, da valjda ti kot gledalec hočeš, ne vem, nek popolni izdelek oziroma ne vem kaj. Je čist prav, da izpostavimo pač stvari, ki so narobe, ki pač ne funkcionirajo, ampak mislim, da tu pa tam so ljudje včasih malo preveč nestrpni in tako. In jaz mislim, da tudi v 3. sezoni se je tudi to, da ne pozabim, izkazalo kot pozitivno, da so razbili druščino skratka, da imamo zdaj v 3,
ker pač, gledajte, tudi Game of Thrones je to do neke mere zelo dobro delal, da nam je dal zgodbe posameznih likov, ker preprosto liki morajo imeti svoj cajt in če bo jih tam 17 na kupu, kaj bo zdaj, ne morajo se oni pogovarjati. Sam pogledajte si Snyderjev film v 2 delih. Mislim, vse skupaj traja, podaljšana verzija traja koliko? 8 ur, ampak jaz ne vem. Tisti liki se usedejo za mizo, vsi na eno stran, kot pač pri zadnji večerji in povejo svojo predzgodbo, ker pač tip ni znal drugače handlati enih toliko likov. In jaz mislim, da tukaj pač... To je tradicija, ki tudi Boccaccio pa kaj že odni Canterburyške povesti tudi tako delujejo. Ja, mislim, gledaj, imaš prav, tu se je absolutno se je Zack Snyder navezoval na Boccaccia. Treba gledati tak, ne? Pač, ja, on je tradicionalist. Ja. Ampak druga stvar zanimiva, ki pa mislim, da je 1-2 rekel, pa ne vem, mislim, da si bil že ti Igor, zakaj je akcija tokrat boljša? Meni je ful zanimivo, pa ne samo akcija, rečemo, v bitko v 8. delu, 7. delu so pač full vrgli cache, I guess, da je pač kar nekaj cache šlo v to noter. Ampak predvsem mi je zanimivo, ker moral bi še enkrat pogledati 1. in 2. sezono, ampak zdelo se mi je že, ko smo začeli štartali v 3. sezono, da so tudi čarovnije, da je čaranje boljše izpadlo. In tukaj jaz nisem bil čisto na jasnem, ker meni vem, da me je v 1. 2. sezoni mogoče motilo to čaranje in to neki, kar neki leti okrog, izgleda kot nek Mortal Kombat, Final, ne vem kaj. Tukaj se mi je pa zdelo to zelo dobro. Zdelo se mi je, da je fino narejeno, da je dinamično, da je tudi pregledno, ne nazadnje, da nekako veš, kdo, kaj se dogaja. In se mi zdi, da recimo že prva epizoda točno te postavi in ti pove, tole, stari, tole bo pa zdaj šlo, letos pa, zdaj nam je pa ratalo. A veš, zdi se mi, da je to, da ni samo to, da je zgodba, absolutno se strinjam z vama to, kar ste se povedali, zgodba, liki se bolj, imajo več placa, več razdelave, ampak se mi zdi, da že prva epizoda te je takoj udarila in ti rekla, stari, to pa zdaj gre. Prvič gre na 11, kar poklali bomo ene ljudi in tukaj bomo malo pač naredili reda, malo manj likov, hvala Bogu, ampak hkrati tudi to, da bo precej lepš izpadlo in tukaj mi je meni zanimivo, zakaj jim je to v 3. sezoni bolj ratalo. A se pa nam sem zdi, ker smo vajeni. Definitivno vejo več vejo, kaj delajo. Nabavili so ljudi, ki znajo koreografije delati. To je mi to izpostavil, koreografije so ključne. In mislim, da če probaš primerjati s tisto epizodo proti koncu prve sezone, ko branijo Lanovo kraljestvo, tisto je bilo obupno. Tisto ni imelo smisla pač z vidika strategije, pač vojaške, ni imelo smisla iz tega, kje so kamere postavljene, ni imelo smisla iz tega, v katero smer laufajo liki, in premalo so imeli statistov. Tukaj pa vidimo prvi ta napad v Belem stolpu in vidimo ta končni spopad, to dvoje je res ful hudo narejeno. Ja. Jaz mislim, da pač oni so spostavili v Pragi torej svoj studio, kjer snemajo večina teh zadev, in mislim, da pač serija rabi čas, da se razvije, da vejo, s kom delajo, kakšne so ideje, ki so prinešene noter, pa da potem tudi znajo razviti to določeno koreografijo, da se pogovarjajo, da se pač nekaj naučijo. To je vsaka produkcija, mislim, da to... Jaz bi tu rekel, da ni stvar samo v denarju, ker recimo Game of Thrones je začel z nižjimi budžeti, in potem si imel pač te absurde, ko se pojavi Khal Drogo, pa je tam še 10 jezdecev, preče, mi smo Khalasar, mi bomo zdaj tu glavni, nas je na tisoče, samo nas ne vidite, ker so tukaj izven kadra vsi ostali, do tega, da so potem lahko pokazali resno tele horde. Tukaj so začeli že s takim velikim budžetom, samo niso znali tega uporabiti, ker to pač, tudi če si ti delal že prej na drugih produkcijah, je vseeno treba nekaj cajta, da ugotoviš, kak določene stvari narediti. V zagovor bi zopet vrgel, da pač mogoče jih je COVID res preveč udaril po prstih, da bi pač lahko ga razvili, kaj je boljše. Po drugi strani pa mislim, da so imeli tudi mogoče, ne vem, konceptualno, da so se držali nazaj, ker prav ti pri magiji, so v prvi pa drugi sezoni tele niti, ki jih uporabniki magije tkejo, so brezbarvne, bele, potem so v drugi sezoni začeli uporabljati mičken barve, v tej tretji so pa v bistvu te
vzorci, pletenine, pa barve, ki so uporabljene za magijo, razdeljene in so približno takšne kot v knjigi. In to se tudi pozna, če si pozoren. So začeli delati noter detajle. Na Twitteru sledim enega, ki je pomagal pri vizualnih efektih, ne, da so v bistvu pozorni, kako kdo kaj plete. Naprimer, oziroma uporabniki pomorščakov, magije na ladji, ko grejo v tančiko, ne, so ločeni uporabniki magije kot v Belem stolpu in na drugačen način izražajo tkejo, te niti so debelejše. To prav v seriji omenijo. Ne. Potem pa, če primerjaš Lanfear pa Samael, kako tketa to magijo napram Aes Sedai ali pa Egwene, naprimer, ne, so bistveno bolj ostre, natančne geometrične vzorce pletli, medtem ko Aes Sedai, ki so pač nekako se morali vse naučiti na novo po zlomu sveta, ne, to je pač svet, ki je postapokaliptičen, ki so se morali na novo naučiti. Tkejo bistveno bolj grobe stvari. Ne? In to so detajli, ki jih lahko najdeš noter. In mislim, da to ni stvar bila toliko budžeta, kot pač, ne vem, da so začeli bistveno bolj razmišljati, kako mi vizualiziramo ene zadeve. No, super. No, to je tisto. In jaz definitivno mislim, da je to pripomore k temu, da je 3. sezona takoj od štarta kakovostnejša, zanimivejša, lepša. Tu, jaz se moram pač strinjati, da recimo eden mojih najljubših prizorov je res ta minimalno, mogoče res na vides nepomemben prizor, ampak ja, ko prijejo Nynaeve pa Egwene stopita ven z ladje, pridete na palubo, ker jo skrivajo, pač ker ne smeta videti, ne? In pol zagledate kako poganja dejansko ladjo z nekimi res takimi na pol sicer veslaškimi gibi, oziroma tako res deluje na pol jadralsko, ampak počne to z neko in je res en tak lep mini prizor, ampak spet malo dobiš tudi tega, hkrati ti prizor pove, ja, skrivanje niso Aes Sedai, vsi ne gledajo na Aes Sedai kot na dobre, tukaj je pač neke te sivine in to je meni tisto, kar je pri Jordanu vedno bilo tudi malo všeč, ker je vseeno, kakorkoli se mogoče tudi serija ni zdaj toliko, mislim, če razmisliš, seveda ugotoviš to, ampak serija še ne nagovarja toliko tega, ampak jaz mislim, da je recimo tu tisto, kar je Jordan pač vnesel v ta vzorec od Tolkiena, ki ga je on precej povzel, vnesel je pač to, da je več sivine, da ti res ne veš, kdo je tu dober in zakaj recimo, zakaj pač Aes Sedai pač tudi tam poteka notranji boj, to smo zdaj v 3. sezoni videli, ker se pač ne more odločiti, kaj naj naredi za tem zmajem. Ali ga pač naj mu pomagajo, ali ga pa hočejo preprosto zasužniti oziroma nadzorovati. Tukaj glede tega jadranja, ne? Zdaj, vem, da je Jordan starejši kot Lee Bardugo, ampak to je potem zelo podobno Shadow and Bone. Tudi to, kako zgleda na koncu, deluje kot Shadow and Bone. To imaš pa prav, tista ladja je zelo, zelo podobna tistemu, kar smo gledali tudi v seriji. Da mislim, da sta bile kar precej komunicirali. Ja, pa v končni fazi, Igor, kot si omenil, tudi bitka. Jaz mislim, da so vse bitke, tudi ne samo bitke, meni recimo, mi je bila tudi všeč bitka, čeprav tudi tam se je malo videlo, da je malo ljudi, ko grejo v tisto vas. Meni je bilo dosti bolj všeč, recimo, ko se Lance popade z uno Ailko tam v puščavi, kjer je sicer tema in me je zelo razjezilo, ker sem gledal popoldne in pa sem mogel staviti, vrteti nazaj in spustiti rolete, ker me je pa svetlo preveč noter, ker drugače nisem fucking nič videl, kva se dogaja, ampak se mi je zdelo pa koreografija, kako je narejeno, ker tam ti vidiš, da je Len res jebeno dober mečevalc. In to moraš ti, mislim, ker meni je tudi eden ljubših likov, mi je tudi Len poleg Perina, zato ker je pač tak. Ker ima katano. Absolutno, ker ima katano, in ker je pač nekdo, ki je pač tam, da je trenira in služi pač Moiraine in se, dobro, sicer ima seveda tudi on svojo osebnost in svojo zgodovino, ampak on je podredil to nekemu boju proti temi in hkrati ima te pač nore skillse, pač to je to, kar hočeš od junaka. Pa všeč mi je, da so ga malo v adaptaciji malo bolj razvijali kot v knjigi, ker v knjigi je to zelo stoičen lik, ki v bistvu citiram, he's got a face made of stone, ki se ne izraža nobenih čustev, ne, in v bistvu z očmi komunicira po večini, če mu gre kaj na kurac ali pa ne. Tle v tem dvoboju za Viendo, ne, se pa smeji, pa v bistvu malo bolje aktiven, tudi izraža nekaj, kar je v bistvu ok za TV, to radi vidimo, ne moreš ti imeti nekega
ne vem, stoičnega motherfuckerja, tam neki Sokrata citira, oziroma Platona, whatever. Ne, Marka Aurelija, pardon, če se gremo na stoično. Hvala. Če se grem na bitke, primerita bitko za Two Rivers v Beltane iz prve sezone, napram tele, ki je tudi v Two Riversih, pa kako je to posneto. In v bistvu res skoraj da kot noč in dan, kljub temu, da oboje v noči posneto. Ampak v prvi sezoni je bilo bistveno bolj narodno, geografija je bila zmedena, nisi vedel, odkot prihajajo ti troloki, pa tamle jim je še malo računalniška grafika nagajala, vsaj mislim, da je bilo bolj podpovprečno, kot pa si zasluži ta serija. Tukaj pa dejansko lahko komentiram kot book reader, da je način branjenja mesta Emmonsfielda bila bistveno boljša zastavljena kot v knjigi, kot je Jordan sam naredil, ker je bilo logično, zakaj so barikade, kje so, kako bojo postopali, kako se bo kdo odzval in je bilo super, to radi vidimo, ne? In mi je, to bo zdaj visok, hud stavk, ampak to je TV verzija Helm's Deepa vse zame, no? Do zdaj je bilo narejeno. In moram reči, da pač bitka bila super, epizoda mi je pa malo zmanjkala sicer na teh likih, ne? Ampak bitka pa brez bila. Ja, sej, mislim, dosti je teh stvari. Jaz mislim, da pač, mislim, da spet Igor je to rekel, ne, da jaz mislim, da med liki vseeno najbolj deluje Rand, to je res Randova sezona, na ta način, da ne samo zato, ker je pač on v fokusu, ker je pač vseeno glavni med glavnimi, ali kako bi človek tam rekel, ampak tudi to, ker se mi zdi, da ima največ časa v tem potovanju, v tem, da mora neke stvari on vseeno ne samo akcijsko rešiti, ampak tudi spoznati o sebi, o ajelcih, o svetu, v katerem se dogaja, o svoji motivaciji, o tem, kam gre, kaj hoče. In je tudi tukaj že tretja sezona zelo hitro ga postavi, ko on pač končno reče, tudi moj Ren, ki je tudi ona dva mal gradita svoj odnos, ampak takoj na začetku on reče, ne, mi zdaj ne gremo po meč, ali kaj že tam v Kalandorju. Ampak raj gremo, jaz sem se odločil, da gremo v Ilsko puščo in pač gotovo, gremo tja, najprej bom šel tja. In je pač nekaj, kar je proti moj Ren, kar je pač ona ne želi tja na začetku, ampak se mi zdi, da že s tem spet ena mala stvar, ki pa takoj spostavi, da dobiš končno neki feelinga, da ta tip bo tudi neki hotel, da ne bo sam pustil, da ga kontrolirajo in ga poganjajo naprej, kaj enega malega fantiča. Zdaj je odrasel moški in zadnje spal je z čudovito žensko, ne vem, 1 leto, da si je nabral neki samozavesti. Z nekim Mengelejem, razumeš, kao. Super, to je ta maturitetni izpit. Ja. Pa tudi ti boš vedel, kaj ta njun odnos z Egwene, to je zdaj, a je to tudi v seriji mal pospešen, drugače, jaz sem bral tam do ene 6., 7. knjige, pol pa sem obupal, pa nisem bral, pa tudi to sem bral v srednji šoli, se ne spomnim. Jaz pač imam res več čas ta občutek, da so vse bile totalno zatreskane v Randa in je on manipuliral z njimi in bil za vsemi in je bilo tako. Tu pa se mi zdi, da mi je bilo všeč ta prizor, ker pač Egwene vidi, da ta model v sanjah spi, ljubčkata se, karkoli pač klunčkata se z Lanfear. Medtem ko je Lanfear njo mučila celo pot do tja, jo je v sanjah se je prikazovala kot njena lastnica med Sinčuani. Ja, Suldan, in je pač popeni. In dobro, sicer polun model pride pa prekine ju, ampak všeč mi je tudi Egwene, da ima pač nek svojo aktivnost. Ja, ne pa se že tam, ko Egwene gre skozi vrata, pa pride nazaj ven, tam čist jasno pokaže, pa ti v bistvu mi ne vidimo, kaj ona da skozi, samo pride cela krvava, kar ti da vedeti, da najverjetneje ona morala njega ubiti, zato da lahko prišla skozi, ali pa se proti njemu bojevati, zelo tak nastavi, ko stopi ona, ne? In da je prišla prek tega, ker je zdaj treba priti prek tega in ker ona pač zmore priti prek vsega. Da nisi ti zdaj zamešan, Igora, tja gre ni naiv v 3. sezoni. Ne, čist na... Egwene je bila v prejšnji sezoni skozi Arch. Ja. Ni naiv je tle, Ne, Aljoša. Ne, obratno je. Ona je prejela cel life z Lanom skozi dala, tale pa ima zdaj tukaj, kar sploh ne vidimo, ampak je cap in je ful v redu narejeno. Tako, zdaj v bistvu, če si me zdaj hotel vprašati, kako je z njunim razmerjem, mislim, da v knjigah je tako razdeljeno, pa Rand pa ženska, da to temo obdelimo. Dajmo.
Gre se za poliamorijo, ki je v bistvu razvita v knjigah med večjimi liki in random. Jordan ima rad včasih malo opolske stvari, dosti je joškic, pa šeškanja, pa držanja jezno pod prsi ženskih likov. Pač to so 90-ta. Po drugi strani držanje jezno pod prsi. Držanje roke pod prsi, veš, da se malo prsike nabreknejo pod to držano, whatever bomo temu rekli. Nikoli ni obscen, to je res. Po drugi strani je znal tudi skrit v tekst noter Pillow Friends, kot sta Moraine in pa Siwan, ne? Tako da je imel neko kodificirano gejevsko prijateljstvo tudi, ne, oziroma to razmerje noter. Ampak da Egwene v knjigah v bistvu Randa nekako ni več zaljubljena in on tudi ni vanjo zaljubljen in ima ta zelo sporazumen razhod. Tu so malo speljali skozi to nekako nasilje, pa razočaranje, ki ga Egwene skuži pri njemu. Vsi moški liki od teh glavnih so pa zelo, to so popči, pa neuki razmeri in v bistvu oni se tudi tak running joke je v knjigi, ki se nimajo pojma, kako se odzvati na neke te opaske ženske ali pa na krege, ki jih imajo in Rand to tudi tle v bistvu zelo nevešče stopi v prepir, ki v bistvu ne pregovori, kaj pa ti meni delaš, pa tako naprej, v bistvu zelo idiotsko kreganje, rečemo temu, no. V knjigah je pa ta running joke, da v bistvu se vedno bilo kjer od teh treh likov sprašuje, kaj bi pa ona dva rekla, oni malo dva imata zikr več veta o puncah kot pa jaz, kaj nimam pojma, kako bi rešil to. Skratka, to je to, se pa v bistvu ta razmerja malo še razdelajo, nova razmerja se vzpostavijo, zdaj nočem preveč spoilet tlele, ampak gre se tudi za poliamorijo, no, torej za poligamijo, pardon, tudi, no. Tako da to bo še zanimivo, pa seksi, pa ne vem, odvisno kako bo serija šla naprej s tem. Moram pa reči, da mi je všeč, da serija ni Game of Thronesovska, oziroma da ni toliko joškic pa tičev, kot je tam, ampak je bistveno bolj z večjim občutkom narejeno. No? Mislim, da je tudi za mlajše bralce, ne? Ja, recimo, no. Ja, je. Rečemo, da vsaj Amazon poskuša nagovoriti malo bolj. Bistveno bolj young adult je kot pa tako. Game of Thronesovska politična intriga, no, ker se tudi, če grem na eno stvar, zakaj meni se zdi tretja sezona tudi deloma uspešen preboj ali pa razkorak, je, ker pokaže, da to zelo samo svoja stvar. Noče biti Game of Thrones in tudi nikoli ne bi morala biti Game of Thrones. Mislim, da glavna stvar, ki jo je morala ta tretja sezona narediti, je, da naredi razkorak od Gospodarja prstanov ali pa nekih drugih fantazijskih oblik in da tu pokaže, da v bistvu res neka samo svoja stvar za svojo magijo, za svojim svetom, z svojimi intrigami, za svojimi bad guy in tako naprej. Mislim, in to je zelo dobro naredilo, no, se mi zdi. Pa hkrati kao to ta grajenje sveta, ki je že bilo vzpostavljeno tle, v bistvu bistveno še bolj dvigne, predvsem kostumografijo bi rad izpostavil, ki je meni čisto nora. Res je izjemna kostumografija. Na en očitek bi odgovoril, ker sem ga na Twitteru zasledil, sicer ne od naših sledilcev, ampak da pač kakšen srednjeveški fantasy pa je to. Popravek, to ni srednjeveški fantasy kot pač Game of Thrones ali pa Gospodar prstanov, ampak je postapokaliptičen svet, kjer je tehnologija šla v luft, izginila je, v pozabo je šla. Ker vidimo, kako se zgodi tudi, ne? Ja. Se tudi vidimo tam, kjer mislim, da to zdaj točno a smo to zdaj prvič mogoče tako bolj videli, ampak ko vstopi skratka, ko stopijo v tale mesto, no zdaj sem že tudi jaz pozabil. Ruidian, ja. Tam vidimo tudi v spominih, vidimo preteklost in vidimo nekaj tega, da to je postapokalipsa. Ne vem, če smo to do zdaj konc prve sezone so to že pokazali. Točno je, se tam je bilo. Imaš prav, ja. Tukaj to moram pa reči, da je bilo pa res mojstersko prikazano to, kako Rand spremlja dogajanje nazaj. To je res vredno narejeno, ful dober world building in ful je zanimivo za gledati. V osnovi je to infodump, ampak ne vem, če sem kdaj videl toliko dobro narejeno. No. V bistvu narejeno je tako dobro, zato ker je dejansko v knjigi tudi infodump za lik. A veš, ker on mora skužiti svojo linijo, svojo nasledstvo, kakorkoli, zato je lahko tudi se nekako sam odloči,
kdo pa kaj je. Ne? Ker v bistvu meni se zdi, da zgodba zdaj v 3. sezoni je, da se Rand mora odločiti, pa nekako vzeti nase, da on je Dragon Reborn. On tudi prvič, mislim, da v tej sezoni reče I am the Dragon Reborn, nekako malo bolj samozavestno, kot pa mislim, da je prej cincal tukaj. Po drugi strani ima pa njegov lik tudi eno logiko, zdaj, ki se mislim, da bo pa naprej kazala, pa mi oprostite, če bom spoilal, ker so pa začeli kazati, da z to odgovornostjo, ki jo prevzameš na pleča, tudi ta stavek, ki ga je Len potem dobil od onega Dark Frienda, torej odgovornost je težka kot gora, smrt laže kot pero, to je nekaj, kar v Randu non-stop meče med njunimi vajami z mečem v knjigah, je, da pač z odgovornostjo pridejo tudi posledice. In Randu... To je Spider-Man. Ja, rečemo temu tako. Uncle Ben se pojavi noter na hitro. Rand, ko v bistvu se na Samaelov napad odzove z pobesnelo močjo, rečemo temu tako, nažalost nastrada tisto dekle, ki je bilo itak nastavljeno tam, če si pozoren na neke klišeje, pa žanrske klišeje, veš, kaj se bo zgodilo. V knjigah je to bilo tudi tako nastavljeno. On si začne na podlagi te izkušnje lik graditi kot nekaj zelo trdega. On, da se mora omejiti, ograditi od čustev, zato ker ima nalogo, da mora biti v poslednji bitki prisoten in da bo tam prisoten, ne sme si dovoliti ranljivosti in se ohladi. On potem si dela v glavi dolge liste žensk, ki jih nažalost po nesreči ubije, in je taka grozna stvar, ko si on v bitkah našteva ženska imena, naprimer, tukaj je en mini detalj, ne vem, če ste ga opazila, ko on potem v naslednji epizodi obira sadeže od tega dekleta, si počasi njeno ime v bistvu izgovarja, sam sebi v brk. Pa ta norost se začne malo njegova kazati, da v bistvu po peni ima v bistvu te neke, rečemo temu, eklektična oziroma vzhičena stanja, enkrat se smeji, po drugi strani je zelo jezen, veš, tako zelo hitro prehaja med eno ali pa drugo skrajnostjo. In v zadnji epizodi, ko so v puščavi in čakajo na prihod oziroma grejo v Al-Karn k poglavarjem, on v daljavi vidi en lik. Zdaj ne vem, kaj vidva mislite, da je to? Nisem si znal res razmerati. Ja. Tudi jaz nisem čisto razumel. Jaz mislim, da vidi sebe, oziroma prejšnjo inkarnacijo tega Louisa, kaj je že? Louis Terina, Telamona. Mislim, v seriji bi lahko delalo, on vidi Lanfear, ki se približuje in bo potem Moray napadlo. To je čisto ok, čisto dobro dela. Dejansko pa Randu se bo počasi, v bistvu njegova bivša in prejšnja inkarnacija pravega Dragona kot ločen glas pojavlja v njegovi glavi in mu tudi ga nagovarja, mu govori, kaj ne naredi, ga malo tudi uči, ampak to je pobesnel glas človeka, 3000 let mrtvega človeka, ki je pobesnel in uničil sveta. To je basically, to pa mi je zdaj malo lame, zato ker poleg tega, da je pač zaključna scena rip-off Lynčevega Duna, a je to tudi iz knjig, pač to z dežjem in to je dobesedno Lynčev Dune. Ja, to v knjigah je bilo to. Je pa tole z glasom prednika norega, pač čist štorija nekoga iz Dune 2, kar zdaj ne rabimo spoilati filma, ki ga začenjajo snemati, ampak malo več izvirnosti, mogoče ne vem. Lej, ne bom rekel, da je najbolj originalna stvar, Igor, se strinjam. Ampak koliko pol to v redu izpelje, za razliko od Dune? O knjigah je samo on, ampak v tem konceptu reinkarnacije duš v Wheel of Time, kjer se v bistvu vzorec ponavlja, pa niti na novo pletajo, pa kjer lahko dejansko skuriš nekoga izven tega reinkarnacijskega kroga, to dela čisto ok za Randa. Medtem ko ostali v bistvu niso niti, tudi če so 3000 let stari, kot je Lanfear ali pa Mogideon, naprimer, te nima niti dostopa do tega. Pa Balefire, ki smo ga videli tudi v zadnji epizodi, torej ta magija posebna, ki skuri uporabnik, ne vem, če je bilo, koliko je bilo to preneseno ali pa ilustrirano, tista članica
črnega Adžaha, ki želi Toma pa Elaine skurt, za tistim za tisto palco. Ja, dejansko skuri človeka ven iz te pletenine in karkoli je ta človek naredil poprej, se resetira. Zato si videl nek duhec, ki je skočil nazaj pa popravil strop v prvotno stanje. To je nekaj, kar se bo še orenko uporabljalo v seriji, vsaj upam, da bo, ker v knjigah je to kar močna stvar. Tako da ja, v bistvu, vse sem povedal, zdaj, v bistvu, kaj se mi zdi, da so za Randa naredili, pa kaj bojo v bistvu še naprej delali. No, tako da. Ja, sej, jaz mislim, da tako, kot sem rekel, Rand je res tu najbolj zanimiv lik, je pa res, da tako, kot smo že omenili, pač jaz mislim, da mogoče Perrin malo izvisi, čeprav še bolj se meni še vedno zdi, da z Mattom ne vejo čist, mislim, ne da ne vejo čist dober, ampak preprosto njegova zgodba je tako malo zmedeno tudi prikazana, ker je on tudi zelo zanimiv lik, ki ima te spomine, ker je pač pihnil v norok in ga pač vse to, ampak do zdaj to njegovo mučenje, kako ga ti spomini mučijo in vse to je bilo zelo abstraktno prikazano, mogoče enkrat, dvakrat in zdaj jih že naenkrat zgubil, ker se mu je tam prikazal una lisica. Ilfin, še ena od čudaških stvari, to so res eksotične stvari iz knjige, jaz pa nisem pričakoval tega, da bojo naredili, ampak sem bil zelo presenečen, da so realizirali, tako da se strinjam. Jaz mislim, da posledica je še vedno COVID-a pa odhoda glavnega lika, tu so orang stvari morali premikati, potem da so sploh spravili do te točke, kjer se Matt lahko bistveno bolj razvije. V knjigah pride do iste točke, sicer na drugih mestih, naprimer on gre skozi ta rdeča vrata v Ruidianu, ker je tam z Random, a veš, take zadeve, to so morali potem ful premakniti. Tako da ja, za Matta se nadejam, da bo v bodoče bistveno bolj razdelan, ker je zanimiv lik. Ja, tako da to se mi je zdelo, pa tako kot sem že omenil, mislim, da mi je bilo letos, zelo všeč tudi tole, vse, kar se v Belem stolpu dogaja, da tam mi je bilo tokrat pač precej zanimivo, da tam se že začne za to bitko, potem še skratka pride naša prijateljica in se začnejo te fajn spletke, ki pač se tudi končajo v pač eni od smrti, Swan umre oziroma je obsojena kot Dark Friend. Tako kot prijateljica noči. Ne, čakaj, kako to smo nekako z drugom smo prevajali, jaz sem to prepisal, imam to vseh zapiskih, ampak je temno drug, toliko je tega, da človek kome najde, skratka tudi jo obsodijo in skurijo in zdaj pač domnevam, da Elaida bo pa pač precej bolj neizprosna, itak izhaja iz rdečega Ažaha, ki že nasploh zmaja nima glih maga za hišnega ljubljenčka, tako da bojo najbrž tudi zdaj bojo se skratka poleg že belih plaščev se bo še beli stolp vključil v lov na zmaja, na brezkompromisen lov na zmaja, kot na del zla v resnici, proti katerem se borijo, ker tudi to mi je bilo pa še kar všeč, ta pač rečemo temu dilema, belih plaščev tamle z Perrinom, kjer pač Perrin jih prosi, pač vi ste tle, da se borite proti zlu, troloki bojo napadli, mislim, 1+1 je 2, ali ni, in pol on tam neki cinca, ker mu je pač ubil fotra, jada. Ampak pol si seveda premisli in Perrin je pa tu poleg tega, da je nek uiber bojevnika, tle smo ga res videli v tistem delu, kako prav tako kolje za uno sekiro troloke sam padajo od njega. In kladivo. Tako, ampak na koncu pač upošteva svoj zaobljubo, da se jim bo predal in se jim preda, kar sem jaz nikoli ne, ampak da, Perrin. Ja, se tudi Perrin v knjigah se ne. To je nova stvar, po drugi strani je videl, da so onega skurili otroci, psihopata, da je temu pa lahko zaupam, vse sve bestiče, vse smo samo fotra ubil. Kaj je to takega? Ja, mislim, meni je malo mi je bil Perrin tudi naporen s temi forami, na pol bi ta nek way of the leaf, se pravi pot lista, bi on upošteval in so mu všeč in tudi, ajde, v miru so tisti
romčki tam čisto fajn, ja. Ampak, glej, vojni si, ne vem, braniš dvorečje, ne moreš po eni strani klat na vse strani, po drugi strani pa Kumbaya, my lord. No, odloči se za eno. Največji fail pri njih mi je bilo tako, oni pridejo tam skozi, napadli so nas, pa smo preživeli kak. Trologi so vas napadli, kak ste vi skozi prišli, lahko kdorkoli od vas, mislim. To mi je malo škoda, mislim, pokaže na hitro, da so njihove tele vagončki, ne, da so predeni z zapuščicam, torej, da so bežali, pa zgolj povejo, da bi dedek ni preživel. Ok, one guy, vredo. Dedek se je žrtvoval, ostal je zadaj in je rekel, you shall not pass. Jaz mislim, da bi tukaj bi se serija morala vzeti malo več, kako troleki vse žgejo neke vasi ali pa jih napadajo. Sceno 2 več ne bi rabo, zato da malo pokažeš. Mi je pa bilo všeč, da v bistvu imaš Perrin se pred odločitvijo za napad, oziroma da se bo postavil sam zase, spogleduje najprej za sekiro, pa pogleda gor še v kovači na kladivo in tam se odloči, da bo on v bistvu potem zapustil končno to filozofijo, ki ga je tako dolgo morila. Po drugi strani imaš pa pri Tinkerjih, oziroma to Athanih, ta Adam, ki pa je otroka branil in potem meč pograbi in je nekako odzven tistega, kar je Rand videl, pa tudi to, kar se v bistvu, s čimer se Perrin spopada. Tako da na tej ravni mi je pa to delalo. To je bilo ok, To je bilo ok. Je pa drugače, da v knjigah v bistvu se Perrin tudi želi predati, ampak pogoja postavil, da če se boste borili za nas, se bom predal. Tle je to isto, ampak v knjigah White Clocki sam fakiča pokažejo, pa grejo v gostilno pit, medtem ko se cela vasica obrani, uspešno od trolokov, in pol White Clocki zahtevajo, da zdaj boš pa prišel z nami, pa Perrin fakiča pokaže, ne grem, ker se niste postavili za nas. Tle pa to zdaj zelo drugače, tako da v bistvu ne vem, kaj se bo zgodilo. V knjigah tudi Loyal ne umre, ki brani tukaj v seriji pač tale Waygate, torej ta vrata. Kar adaptacijsko bi lahko rekel, da štekam, zakaj so naredili, ker v bistvu najbrž je igralec, bogi revež, mogo 7 ur na dan preživeti na stolu, zato da so ga sploh v make-up spravili, po drugi strani pa v knjigi niti ni tako hud lik, ki bi imel, ne vem, kire posledice za zaplet ali zgodbo. Jaz mislim, da par likov so se preprosto mogli znebiti tudi, ker je preveč. Ne vem pa, kako bo to z Siuan, ker tole mi je pa, to se tudi v knjigah ne zgodi, da jo ubijajo, sicer jo v bistvu stilajo oziroma kastrirajo. Tlejo pa kar direktno ubijajo in to mi je bil pa iskren šok, kako bojo pa zdaj v bistvu s tem upravljali naprej. Štekam, zakaj je to, da je za Moraine to pomembno, tudi upam, da ste razumeli, da sta imela oni dve v bistvu zaradi zaprisege v prvi sezoni poseben odnos, zato je Moraine zaštekala na drugem koncu sveta, da je umrla. Tako da to bo še zanimivo. Jaz bi vprašal eno stvar. Kako se vam zdijo bad guy? Torej, Forsakeni? Ja. Zanimivi so. Mislim, že vedno smo ful malo zvedli o njih. Ona je super, tale pajek. Ostali pa Lanfear je bila, ampak Lanfear je zdaj zelo izstopala, zelo drugačne od njih. Ima tudi neko svojo agendo. Ostali so pa, me zanima, kaj bo z njimi. Ja, tudi jaz moram reči, da mi je zanimivo. Tudi meni je Moghedien zelo fajn. Pa Lanfear tudi se mi je kot lik, ker je neka kompleksna, ker ni samo, jaz sem zlobna, dajmo to, ampak ne veš točno, kaj hoče, ne veš, koliko je iskrena tvoji ljubezni do Randa. Mislim, malo vidiš seveda tudi, da pa všeč mi je tudi ta dinamika med njimi, mislim, vedno je tako smešno, da če si ti pač nek zlobnež, zlikovc, pač zlikovci se ne povežejo med sabo, zato ker poanta zlikovcev je, da hočejo pač sami vladati, zakaj bi ti imel 26 drugih zlikovcev. Ja, seveda povežeš se z njimi, da nekaj dosežeš, ampak vmes veš čas ti tudi nekaj. Ja, malo manipuliraš, pa špilaš. Tako, tam delaš pa mogoče, ne vem, nismo kaj dosto omenjali, všeč so mi bili tudi tile Sivi, The Grey Man. Ta pač ideja, da so to ljudje, ki jih skoraj da ne vidiš, sicer jih vidiš, ampak jih kot da ne opaziš, zato ker pač so tok neopazni in tako, ampak so perfektni morilci. To se mi je zdelo tudi
fino, da se jih tu not uporablja. Tako da meni so prekleti kar zanimivi, se mi zdi kot fajn zlikovci, ravno zaradi tega, ker ne veš točno, kaj so kompleksni, pa koliko se jaz pač spomnim z knjig, da ko pride temni, The Dark One, je seveda to še bolj pač postane kompleksno, ker zdaj zaenkrat seveda temnega še vedno ni, ne? Oni še vedno so tukaj, delujejo dejansko sami, brez velikega njihovega zlobca in dejansko lahko tukaj še vedno nekako delajo po svojih željah, preferencah, svojih motivih. Ko bo pa pač on prišel, se vsi zavedajo, da pač pol pa ne bojo imeli več toliko neke svobode, kot jo imajo zdaj. In je tudi tu vprašanje, koliko si oni tega sploh želijo, ne? Koliko je pa tu njihova neka lastna agenda zraven, da bi pač oni bili. In to mi je, tukaj meni se je to zdelo čisto fajn, pa fino mi je, da je fajn mi je tudi nekaj teh skrivnosti, na katere še pač nismo odgovorili, kdo je pravzaprav tale Tom, tale pevec, ki je pač se izkaže zdaj v pogovoru z Elaine, da on njo pozna od malega, da je nekdo iz Endorja in jo tudi upozori, ti mi govoriš tu o nekem človeku, za katerega jaz, ki sem tam živel, ne vem koliko časa, nimam pojma, kdo naj bi to bil, ne? In ona zdaj pač zve, da, mislim, ne vem, če že ve, da je eden od prekletih on, ampak zve, da je tam nekaj narobe in dobimo malo tudi fokusa še v neke druge smeri, ne samo v eno. Se mi zdi, da je vseeno fino, da imajo liki nek svoj fokus, da ni samo zdaj Rand je tam, zdaj bomo pa vsi mi delali za Randa, ampak Perrin brani dvorečje, ona je zdaj tukaj nekaj izvedla in me zanima, no, kaj bo zdaj ona naredila, a se lahko Elaine spopade z prekletim tam zase in da bomo verjetno v 4. sezoni, ugibam, več videli tudi tega, kaj je ta od prekletih, je pa Ravin. kako je temu. Ja, Ravina, pač, da bomo videli še njegovo stvar. Ker zdaj pa tudi to, no, da smo videli, fajn mi je, da smo v 3. sezoni zdaj videli, da se da tudi ubiti prekletega. Ne? Mogideon je očitno to skužila, še kako ga odbila. Jesus Christ. Dejansko oni so čist, 3000 let stari zlikovci, ne, ki imajo skills beyond anything, kar smo videli do zdaj, ne? Ampak da se jih ubiti. Meni, naprimer, pri njih je najbolj všeč to, da so zelo različni med sabo, da imajo čisto svoje spletke. Mogideon je meni to sezono bistveno bolj povzpela, če rečem kot zlikovc na nivo Lanfeara, ne? Jaz nekje sem si zapisal, da ne kanalizira en takšen notranji, malo bolj dark Bjork, takšen vibe sem imel. In moram reči, da je izjemna igralka, pa tudi zelo bolno foro spušča naprej za svojo močjo, kar dela, kako dela te Greymane, ki so, by the way, v knjigah upisani kot tako povprečni, da pogled zdrkne iz njih. In zato ga ne zaznaš, dokler ni prepozno. Ker mislim, da fora je, da neko dušo tako zmaliči, človeško dušo tako zmaliči, da se pogled na tej duši ne ustavi, ampak zdrkne človeka dol in tako. Okay. Zelo podobno temu, kar so dali vedeti v seriji že. Pa zanimivo je, da v bistvu vsi ti Forsakeni imajo v bistvu tudi neke svoje točno določene filozofije. Ne? Všeč mi je, da Lanfear je bila pokazana kot znanstvenica v Age of Legends, ne? V tem flashbacku, ki ga Rand doživi v Ruidianu, ne? In da pač ona je zaradi ljubezni do moči in do Luz Terina potem zaprisegla temi, medtem ko Mogideon rada pač eksperimentira in dela iz sence oziroma iz ozadja, plete svoje niti. Samael pa je nekdo, ki je pač z sicer nizko močjo se povzpel na neke stolčke, izumuje obliko oziroma veščino vojne, ko je pač svet začel propadati v Age of Legends, ko so se troloki začeli pojavljati in da pač on je zgolj s temi skillsi prišel naprej. Ravin je pa veliki manipulator, ki pač lahko očara še tako mogočno kraljico, kot je kraljica Andorja. Ne? Tako da to mi je všeč. Pa všeč mi je tudi, da noben noče z drugim sodelovati, ker nekako veš v smislu zapleta rečeš, če bojo vsi sodelovali, bojo takoj zmagala. Ne? In tudi Ravin, tudi njej reče Lanfear, ne? Moramo začeti sodelovati, ker pač bomo zgubili. Ne? Ampak bistveno bolj zanimivo za zgodbo, pa za zaplet je, če ne sodelujejo. Ne? To so neki konflikti. Ne? Tako da
jaz imam, hotel sem še vse to omeniti, ja, da malo me je edino razburilo, da Perrin ni ubil tega Padana Fejna, to mi je pa res tako, mislim. Ja, pa še lep cat ga nav. Ja, ta se še bo kar prikazoval, ker je tak sleazy bastard, resno, tako, malo mi gre na jetra in mi je res bilo tam, ne boš ga, dej ga žvajznega s to sklinčevo sekiro, pa ga ni hotel. Dobro, razumem, rekel mu je, ok, če boš, dej, odpelji jih, rešuje dvorečja, ok, check, I get, mislim, fine, ok, nič ne morem reči, ampak ja, gre mi pa strašno na živce, tako da upam, da enkrat kmalu vseeno dobi kaj po glavi. Jaz vsekakor upam, da bo Padan Fejn se več pojavljal, ker je nekako malo zapravljen zlikovec, torej že nasploh je koncept temnodruga, ne, zanimiv, smo videli tudi v 3. sezoni, zdaj kako so to nadgradili za tole Lenovo Ailko, no, ena, ki je pobegnila od Malkijera, prednje propadla, in da v bistvu je na koncu prelomila obljubo temnemu, ne, in potem je zaradi tega njena duša zdaj v bistvu nekako ta izparela, se je izkurila ven iz pletenine. Tako je umrla, ja. Ja, ampak nasploh koncept Dark Frienda mi je tako ogaben, a veš. V Gospodarju tega ni, ne? Imaš samo orke in bolj ali manj je to. Imaš v bistvu ljudi, ki so pač bad ali pa idioti, in to imaš tudi tlele, ker naprimer Elaida, ne? Ona ni Dark Friend, ona samo luči oziroma svetlobi želi na ta način služiti. White Cloaki tudi niso Dark Friendi, bog ne daj, ne? Oni samo želijo svetlobi služiti na zelo fundamentalističen način. Poznamo takšne ljudi, ne? In tudi to mi je pred Jordanu zelo všeč, da v bistvu je nekako tele konflikte ali pa pristope do tega zelo drugače znal formulirati, ne, za različne frakcije ali pa ljudi, celo rase lahko rečemo, ne? Tudi Sančani, ki smo jih videli v drugi sezoni, oni nimajo Dark Friendov, so v bistvu kao služijo svetlobi, samo so pač avtoritarci, ne, ki želijo pokoriti svet za svojo vojaško močjo. Tako da to je zelo zanimivo. Oni so mi malo zmanjkali v 3. sezoni, moram priznati, da tukaj mislim, razumem, da nobeden ni bil tam in da pač niso mogli nič pokazati, ampak ja, mislim, tam je eno veliko carstvo, velika moč, ki zdaj je celo sezono čakalo tam in ne vem, počelo, igralo karte na meji in ne vem kva. Ja, to ne vem, kako bojo zdaj nazaj upeljali v knjigah, v bistvu si tudi vzamejo pauzo, ker po drugi, tretji knjigi oni dobijo popički in pač odletijo nazaj, pol se pa vrnejo z bistveno bolj večjo vojsko. So se rekli, ok, we need more bodies, ne? Pa tudi izjemno eksotična stvar je to, oni imajo neke čudne kreature za ne vem koliko krili, vojščake, ki so ne vem kako čudni, ne? Tako da v bistvu to bo še lepa eksotika potem. In bo pa to pomembno za Metal League, ki je pa potem zelo povezan s to platjo knjig. No, no zdaj mogoče na tej točki Mito si ti tiho in bo midva z Igorjem povedala, kaj se bo zgodilo v naslednji sezoni. Igor, kaj domneva, oziroma kaj pričakuješ, kaj bi rad videl, kaj pričakuješ od 4. sezone? Ja, predvsem me zanima Morenina zgodba, kako bo si ona opomogla zdaj potem in ali je koliko fejst je ranjena, kako bo s tem, pa tudi zanima me, koliko fejst je Lanfear ranjena, ali bo to zdaj zmanjšalo moči in tu je v bistvu zelo v redu. Plus upam, da gre pač malo bek od Duna vse skupaj, kar se tiče ilov, pač ja. Tako da to pa zanima me, kaj bo z Perrinom, ne? Meni je tudi Perrin full cool lik, zdaj pač smo mogli spremljati, kako so mu volka ubili, a bo zdaj novega volka, da bo počasi bi že lahko prebolel onega volka, pa novega nabavo. Da se skupaj z volkom boril. Ne vem, noben mu ni razložil, da je pač volk šel živeti v daljne kraje na svobodo in da pač nič ni narobe z njim. Pri sorodnikih. Tako, ja. Ok, tebe to te predvsem zanima. Ja, meni je tudi zanimivo mi je pač zdaj, ker se je Rand razglasil za Karakarno, ne? Kaj bo zdaj s tem? A bo zdaj vso to vojsko vlekel za sabo, ali bomo zdaj ta del gledali? Ker jaz bi zdaj domneval, da Rand pač, zdaj je pač naredil to, kar je hotel v Ailski pušči, se pravi, zdaj pa naj gre po un meč, oziroma tisto orožje, tako, in da bo to poskušal. Zanima me, mene zanima predvsem res Matt tudi, kaj se bo res njegova zgodba, se pravi, ne spomnim se toliko veliko jaz knjig, tako da nisem tukaj, pa želim si, da se pač Beli stolp še zdaj bolj konkretno izkaže v tem nekem boju z Random in me to
te stvari me kar zanimajo, moram reči. No pa jaz seveda upam, da kaj že Leandrin nismo skoraj nič omenjali, pač njena štorija, pač zanima me, kaj bo zdaj ona, bo nabrala neko badass vojsko s sabo, ali bo sama poskušala, skratka, ker ona seveda njen motiv je, da postane ena od prekletih, kar bi pač pomenilo, in smo tudi videli to v 3. sezoni, da se bo znebila vseh tekmic na tej svoj poti, ker je tudi ubila svojo prijateljico, oziroma pač eno iz Črnega Ažaha, in me pač tudi to zanima, kam bo točno to šlo in a je tukaj pač še vedno, zdaj pa seveda ni naiv, ker je dobila moči nazaj, kako bo skratka to se odigralo. Predvsem mi je zanimivo, zdaj če takole skorda napredujemo, koliko so rekli, da bo tega sezon, mislim, 8. Da so nekje že 8 nekje, ja. Ne? Se pravi, če smo zdaj relativno 3., 4. knjiga, smo rekli, se pravi, bi mogla biti naslednja sezona 4., 5., rečemo. Ja, 5., 6., mogoče malo 7. noter, ne. Tako že, predvsem me zanimajo no to, kako bojo zdaj vse to nadaljevali in seveda naredili spet dovolj kompaktno, da bo, jaz ne vem, misli vsaka sezona biti samo 8 delov, ker to mogoče tudi nismo imeli, to sva se pa midva z Igorjem zadnjič pogovarjala. Malo je v zadnji epizodi, ene stvari so zmanjkale, se nekaj smo omenjali, ne, ker se pač Kuladin se kar pojavi, pa kar zgine. Mal se mi je zdelo, da če si že toliko dober 3. sezono speljal, toliko placa ponudil likom pa razvoju, zakaj si zadnji del naenkrat tako pohitev in kar naenkrat smo videli, tam se nekaj zaključi, tam malo razumem sicer to idejo, da moraš sezono vsaj približno speljati nek del zgodbe, ker drugače se nam zgodi tako kot pri Severance, da moraš za nazaj gledati vse, ker se ne spomniš, kaj hudiča te je zgodilo v prvi sezoni. Tukaj vsaj imaš neko konkretnejšo lok, ampak se mi zdi, da pa mogoče, tako se strinjam mi to, 20 minut več daj, pol ure več daj, ali pa, veš, streaming je, lahko narediš, ni treba 8, 9 delov, lahko jih je 13, tam pač daš, ne vem, koliko si dal na prvi teden 3 ven, daj za konec 3 ven, pa si daj vzemi malo cajta, pa je lahko en del 20 minut zaradi mene, samo daj več cajta nekemu razvoju. Če že logiko furaš naprej, daj se mičkano, pač minuto, 2, samo da viš Kuladina, kako pomaha svojim šajtom, to je fakeri, gremo, pač pustimo te kretene, in veš, samo neki tazga mi da je logično za nebralca, no, da vejo, kaj se vzgodilo. Pa če si ga že mu namenil to vlogo, bi ga čez sezono večkrat pokazal, pa ga vpletu, še večkrat kot si ga, ker sem bil, prav sem se mogel spomniti, kdo hudiče je ta tip in kaj bi zdaj on rad, kar nekaj tam na odru, mislim, who the fuck are you? Dobro, razumem, da so hoteli enega svojega, vse ima je prav, te beli odrešitelj, to je res malo že... se tega, it's the 90s, man. Ja, pa okej, glej, vse je njihov potomc ali karkoli že. Pa na koncu pa na koncu sem pričakoval komat Rain in Africa, pa nič. To se mi je tudi zdelo. To je Žilinč, zdaj je bo, da ga ni vključil. Mislim, izgubljena priložnost, sorry. Super. Mito, skratka, ti ne boš nič povedal, a bi vseeno mogoče vsaj malo namignil, kaj bo četrtek, kaj ti pričakuješ od četrtka? Jaz pričakujem, da, to bom kar zdaj direktno spoilal, da bojo pri Perinu razvili logiko Tel Radiona, to kar v bistvu Egwene, torej dežela San, ta svet San, v katerem se zdaj trenira Egwene. Perrin to tudi obvlada zaradi tega, ker je Wolf Brother. To je tle na tem mestu v knjigah že deloma vzpostavljeno in ne vem, zakaj to pri Perrinu opuščajo. Tako da pričakujem, da bo to v naslednji sezoni, kad ne vem, bo zdaj zajetnik ujetno pač v White Cloak campu in bo... mogoče, ki ga bojo mučili in bo pobegnil v to deželo in tako naprej, kar je zelo pomembno za njega. Pa pričakujem, da se še upeljajo kjeri Forsakeni, ki so bili že omenjeni, zato da imaš vsaj nove zlikovce, ki še dodatno spletkarijo. V seriji jih je nastavila 8, v knjigih jih je 13. Zdaj sta bila prikazana, torej 3 moški,
Ishamael Ravin pa Samael, pa dve ženski. Dve ženski sta bili omenjeni v tej sezoni, manjka pa še en, ki ga ne bom omenil, mislim, da vem, kjer bo. Po drugi strani pa so nastavili tudi v tej sezoni, da Rand rabi učitelja. Lahko špekuliram, vem, kaj je v knjigah narejeno, ampak bi špekuliral pa, da bi se mogoče Rand vrnil po pomoč k Logainu, lažnemu zmaju, ki je bil ujet pa kastriran, pa da bi ga on malo probo več naučiti, da Rand ne pobesni z to močjo čist, da avzglajza. Zdaj v bistvu ta svet se v tretji, četrti knjigi se to ful razpre in oni začnejo orang potovati. In pričakujem, da v bistvu bomo videli več novih lokacij, več novih zanimivih likov, še več odlične kostumografije, predvsem pa tudi bo zadeva postala bolj naphana z bitkam, pa z dvoboji, Len se izkaže. Tako da pričakujem malo več tudi akcije. Okay. Nisem preveč spoilal. Scenografijo je tudi treba pohvaliti. Meni je bil Tančiko zelo všeč. Od interjerjev, te krčme, komad, ko zapojejo, ker imaš malo več spet tega zgodovine. Joška. Dobro, Igor, ne. Ampak Tančiko mi je bil všeč, ker je tako lepo ob morju, lepo se pripelje, ko pač je tako prav, feeling enih Benetk, mal imaš tam v unem prizoru, ko ona Leandrin se spopade z Gwen, pa ni naiv, pade voda in te stvari. Fajn mi je, se mi zdi, da je fino in za fantasy imam jaz rad, da mi kaže točno to lokacije in predvsem, tega bi se zelo veselil, da bi še pokazalo še več tega sveta, ker do zdaj smo videli res zelo malo. Jaz bi rad videl zemljevitev, nekaj, kar so Indiana Jonesa, pa Gospodar prstanov, ali pa, tu pa tam mi vrži zemljevid noter, kje so, ker to svet je ogromen in zdaj v bistvu, kot ti on reče, gremo preko gor v Ailsko puščo, ne bralec tega ne ve. Mislim, to je tudi Game of Thrones super naredil. Se strinjam. Glik tam bi je kot špica delovala, pri Indiana Jonesu je bilo vmes, da ti pokaže zemljevid in črtice riše gor, kje so. Tukaj pa mislim, da bi vse kdo kdaj pogledal zemljevid. Ker se mi zdi tak en izmed temeljev fantazije, da so ti zemljevidi zanimivi, se mesta že pokažejo z nekimi, rečemo temu drone shoti, kljub temu, da vse računalnik, ampak nekaj tazga, da malo več te geografije noter operaš, ker se zelo lahko dobrodošla za world building. Pa da pridejo še kam snemat v Slovenijo, še mogoče na Ljubljansko barje, pa v pohorske gozdove, pa te stvari, ker to mogoče smo pozabili, tudi tretjo sezono so snemali, deloma v Sloveniji vidimo nekaj gorovja slovenskega, tako za tiste, ki pobirate, si lahko date štempelj v vašo knjižico, ko ste pogledali tisti del, če ste prepoznali, pa ne. Lahko napišete planinsko knjižico, slovenska transverzala, tle dvorečje. Mislim, jaz včasih sicer mislim, da mi res premalo izkoriščamo te stvari, da res tudi marsikdo, se vem, da recimo tudi kaj so že bili Lev čarovnica in Omara in ta svet. Narnia, niso bili filmi toliko popularni, ampak tudi to so pri nas snemali, pa včasih se mi zdi, kar pozabimo omeniti to, domnevam turistom ali ne vem kaj. Tudi tukaj bi lahko rekli, gledajte, snemali so tole. Vem, da ni Lord of the Rings, še vedno premalo ljudi, po mojem mnenju, gleda Wheel of Time, ampak če nas poslušate, jaz upam, da ste gledali, da ne samo poslušate. Če pa do zdaj niste gledali, pa poglejte pred četrto sezono. Jaz sem malo prej med pogovorom dobil obvestilo, da so moje prve tri knjige na poti, tako da ker sem si naročil prve 3 knjige, tako da se spet lotim branja in do četrte sezone bom gotovo prebral, če ne vsega, vsaj do tega trenutka, kjer se serija razvija. Super. Tretja sezona, najboljša do zdaj, najbolj zanimiva do zdaj. Se pravim, res, saj so vse sezone kratke, povsod je 8 delov, prvi 2 pogledajte in če vas tretja ne nagovori, pač lahko res obupate, tle vam damo, ajde, roka. Pa dejansko lahko res rečemo, da pač to je res proper fantasy, z magijami, z čudnimi svetovi, z čudnimi bitji in liki, brez zmaja sicer, bodimo natančni, noben ne ve, kaj je zmaj.
Ja, okay. Je zmaj. Ja, na rokah. Ime mu je. O knjigah noben ne ve, kako naj zmaj izgleda, ker ga nikoli noben še ni videl. In tudi, ko Rand dobi tele tatovaže gor v Ruidijanu, reče, to je kao zmaj, v redu, ok. Tako da res je to neka unikatna stvar. Ne rečem, da morate za knjige pobrati, čeprav jih priporočam, ampak torej nekaj, kar je sporedno Game of Thrones, kar je v bistvu zelo samo svoja stvar, ampak mislim, da počasi tudi prihaja na zelo kvalitetno stopničko, ki se lahko spogleduje z ostalimi kvalitetnimi fantasy izpeljankami. No. Ja, jaz sem definitivno dobil navdih, da grem si še po tatu na desno roko, da bom original karakter, ker zdaj nisem, zdaj sem ugotovil, da sem sam fake karakter. Ja, sam fake. Ja, premalo imam. Ti si samo Aiel Chief, ne? Zelo žalostno. Super. Dajte poslušati, naj vas tudi ne zavede, da je Elaine princesa Endorja, to ni ta Endor, ampak mogoče v prihodnjih dneh tudi se slišimo tudi o Endorju. Zdaj bomo pa šli, zdaj nismo nič objavili, da bomo tole snemali, oziroma to hitro snemamo, da jaz kar pozabim ene stvari. Skratka, nič nismo poslušalcev spraševali. Sem si pa zapisal, še dobro, da sem se zdaj spomnil. Okay. Zdaj lahko na hitro še mi to odgovorimo na vprašanje, ne? J.Lo pravi, Egwene se inicira skozi obroče, pokaže samo eno varianto, kaj je bilo v drugih dveh, to je to, kar je pač zanima J.Lo-ja. Torej, v knjigah Egwene pravi preizkušnjo že v knjigi The Great Hunt, to je drugi del, v poglavju The Testing. V prvem oboku vidi preteklost, kjer je svet, v katerem je ona poročena z Random in živi preprosto življenje v Two Rivers, vendar mora spoznati, da mora oditi in slediti svoji poti kot Aes Sedai, čeprav to pomeni, da mora zapustiti Randa. To je preteklost. Drugi obok sedanjost ali bližnja prihodnost. Egwene je ujetnica Šančanov z obročem okoli vrtu in je zaslužena kot Damane, kar smo videli v drugi sezoni. V tretjem oboku, torej daljna prihodnost ali največji strah, pa Egwene vidi svet, kjer je White Tower pod oblastjo črnega Adžaha, ona pa je njena Amyrlin Sit, torej ta glavna. Prisiljena je usmrtiti svoje prijatelje, vključno z Nina Eve in Elaine, v obupne poskusu, da obdrži moč, ta vizija odraža in strah pred neuspehom in bremenom vodstva. Za meni se zdi, da je serija zelo dobro nekako kompresirala prva dva oboka, tretjega pa kao dala kot ta strah, tam jo vidiš kot vodjo Belega stolpa in Randa mora ukrotiti. Sančan logiko smo videli v drugi sezoni dejansko realizirano, ne? Ta prvi je pa kao zelo podobno, kot je tudi Nina imela, tako da v bistvu je serija nekako preskočila to, mislim pa, da nisi preveč zgubo, no. Ona je tudi, tako da to je to. Ne, pa tudi domnevam, da je to tako z vizijami Moiraine, da pač to so vizije, to ni nujno točno to, kar se bo zgodilo. Ne. Ja, itak je ogromno možnosti, ne? V bistvu ti oboki so zelo drugače kot oni v Ruidijanu, ki dejansko lahko napovejo opcijo, ki ti bi jo ta Wheel of Pattern, torej vzorec sveta vrgel ven. Tu vidiš samo neke opcije preigravanj, torej strah ali pa neke emocionalne zadeve, ne? Intimistične, medtem ko on v Ruidijanu se pa odziva na stvarni svet, kar se je dejansko zgodilo za Randa nazaj, pa kar lahko, ne vem, deterministično svet ti ponudi, ne? Zato Moiraine govori potem, včasih smo tle, včasih smo tam, ker nim prepričana, kjera je dejanska. Za one v Belem stolpu pa ne moreš reči tega. Ne? Ja, bok je bolj v smislu Jedijev, ko stopijo v kakšno luknjo in se soočijo z strahom, česar nihče ne naredi drug kot Luke Skywalker. Ja, samo njega strašijo. Oziroma ne, v Clone Warsih imaš tudi Anakin, gre v neko podobno fora. Ja, gre tudi Anakin, ampak spet samo o Skywalkerji, očitno. Ja, se veš, da se sam Skywalkerji grejo. Skratka, upamo, da ste uživali v gledanju, poslušanju in gremo na rubriko, kaj smo gledali, brali, špilali ali poslušali. Igor, ti si kot vedno prvi in povej, kaj si včeraj gledal. Včeraj sem gledal film Računovodja 2. Ki mi je bil bolj všeč, kot sem pričakoval. Akcija je v redu posneta, to moram reči sploh v primerjavi z Nevarnim gradbincem. To je ful bolj ti je jasno, kaj se dogaja, ful je cool, no. Tudi zgodba je ok, sicer če se pač ne vprašaš podrobnosti kot zakaj,
In kako ima ta šefica tega finančnega urada lahko toliko dopusta, da sama blodi naokrog cele dneve in s kriminalci pomaga razrešiti stvar, ki sploh ni v njeni domeni, ker ona finančne zločine in ne umore razrešuje, ampak ok, vredno. No? Okay. Tudi Affleck pa Berntal sta super v teh vlogah in upam, da bo še tretji film, ker je tudi zabavno, nepričakovano zabavno. Potem sem pa gledal film, ki je direkt za nas, da ga ujamete v Artkino mreži in ima naslov Požgana zemlja. Direkt za obod pa je, ker je ta film opisovan, že takoj prvi reviewi so bili, da je to čisti žanr. Basically to pomeni, da se filmu ne zgodi kaj dosti, je pa vse skupaj zelo stylish in gangsterje spremljamo, ki delajo gangster shit. Nemški film, glavni junak je pač tale eden gangster, naslov mu je, mislim, ime je Trojan, to je vse, kaj zvemo o njemu, in pride v Berlin, da bo delal nek pač rob in ful je scena, da jih spremljamo, kako oni čist metodično izvedejo celo zadevo, brez problemov. Potem pa pač se zalomi, ker nekateri ljudje so pač bolj zlobni, kot se zdijo. Malo je slov, mogoče preslov, lepo posneto, ima en point, priporočam. Pogledal sem 7. sezono Black Mirror, o kateri sem pisal, lahko damo pol link do Siola. Meni je bila zelo všeč, ena najboljših do zdaj. Ampak opozorilo, prva epizoda Common People je nekaj najbolj depresivnega ever, vse ostale so ful manj. In vrhunec mi je pa bil del z Paulom Giamattijem, Eulogy, ki ga ful priporočam, pa USS Callister dobi super nadaljevanje. Drugače pa še spremljam The Residence, kar je serija o umoru v Beli hiši, ki je zelo smešna in je zelo dobro narejena na Netflixu, najdete. Tak je varianta te Knives Out, ampak ful bolj hilarious. Pa Kylie Minogue not. Okay. Ja, pa večkrat rečejo, da tudi Hugh Jackman not, samo nikoli ga ne vidimo. Mogoče ga bo, nisem še do konca pogledal, mislim pač, ja, on je tam in potem pokaže, kako pleše nekdo oddaleč, pa ne vidiš obraza, tako da mogoče bo za zadnjo epizodo, ki še čakam, presenetili in bo ga dejansko pokazali, ampak Kylie Minogue pa pač igra Kylie Minogue, ker zgodi se pa umor med tem, ko imajo slavnostno večerjo za avstralsko delegacijo, ki vključuje tudi Hugha Jackmana in Kylie Minogue, kar obvezno. Okay. Koliko teh poznaš. Potem pa sem prebral še eno knjigo in sicer Cold Storage Davida Coepa, ki je sicer scenarist, znan po, ne vem, Jurskem parku recimo. In tale knjiga je njegov prvenec iz 2019 in je zelo rip-off Crichtona. Bo pa letos tudi film, zato me je še dodatno spodbudilo, da preberem, ker film, mislim, da če bo vredno narejeno, zna biti zelo zabavno. Liam Neeson igra noter recimo. In štorija je pa zelo Last of Us, pač glivice tukaj so povezane z vesoljem, mutirajo in začnejo delati zombi ljudi, ki hočejo širiti te glivice. Mislim, možgane jim napadajo, ne noge. In potem pač basically oni v 80-ih rešijo zadevo in pač en vzorec shranijo nekam v en cold storage. Ampak potem tekom pač desetletji tale storage ni več vojaški, ampak postane navaden storage space in tale glivice so nekje zakopane pod zemljo, ampak ker se pač povprečna temperatura na zemlji dvigne, se začne spet razmnoževati in potem glavnina štorije spremlja ta dva glavna junaka, ki delata v tem storage spaceu in sta pač tak hecna luzerja in nenadoma se pojavljajo tele okuženi zombiji in potem pride še Liam Neeson pomagati. Tako da ja. Fun je. Knjiga ful priporočam, če imate radi to malo kingovsko, Crichtonovsko sceno. Film pa tudi bi moral biti, mislim, da poleti v kinu. Ok, fajn. Mito, imaš ti
o čem zaporočati? Jaz bi poročal seriji Evil, ki jo je kolega Aljoša že v bistvu zaobrnil, jaz še pa ne, in sem obrnil ravno kar drugo sezono. In ja, moram reči, da me je prepričala druga bistveno bolj kot prva. Malo se stil sprosti, malo tudi zgodbice postanejo malo bolj, ne toliko ilustrativne, ali kako ne rečem. V prvi me je malo motilo, da so res tako katoliško zacementirane zadeve. Tle se pa to malo sprosti. Tudi džin je en noter, ali bolj iz islamskega sveta. In bi si želel še več tega, malo več tega, kako ne rečem, ameriških bogov, logike, ker pač verstva so raznolika in barvita, tako da ne bi rabili samo izganjati enega in istega demončka, oziroma, ja. Moram pa reči, da tudi liki so postali bistveno bolj zanimivi. Leland, torej ta demonček, tuzemski demonček, da se tako izrazim, to je njegova vloga, pa ostali, ki prehajajo iz svetlobe pa na temno stran, pa nekako plešajo med tema dvema skrajnostma, so kar zanimivi zapleti na tej točki se začel pojavljati, pa odnos med liki, med Kristen pa Davidom je bistveno bolj zakompliciran, postal pa hkrati pa tudi bistveno bolj seksi in zanimiv. Tako da ja, prepričala me nekako, veš, prva sezona bila bolj nerodna, ta druga pa zdaj, to je že kul. No, evo, me veseli. Ja, jaz tudi, mislim, res, meni je to po X-Filesih ena takih bolj zanimivih proceduralk, pa res ima končno ta feeling nek X-Filesov, da imaš primer v vsakem delu, pa hkrati neko daljšo pač zgodbo, ki plete in ki postane v drugi sezoni res že malo absurdna, na trenutke komična, tako da to je res, ja. Ja, tudi na tretjem delu tretje sezone, pa zdaj so neki sodobni demončki, že to mi je tudi všeč, kako se na odvisnost odzovejo, ali to samo mentalna bolezen, ali to demon posredi. Seks med partnerji je bil v zadnji epizodi, ki sem gledal, mlado poročencama, a je to demon posredi, ali je to pač, mogoče pač jeba na začetku, ali kakorkoli. Tako da ful fine zadeve. Zelo X-Filish zadeva, mislim, da je pred kratkim se v celoti pojavila na Sky Showtimeu, je Fringe. Tudi zelo zabavna zadeva. To moram tudi jaz pogledati enkrat. Ja. Podobno narejeno. Ja. Okay. Jaz mislim, da sem prvi 2 sezoni, ali pa sem nehal zadnja sezona Fringe je pa za nič. Aha, ok. Ja. Ok, Mito, še kaj Evil, poleg Evil še? Ne, to imam pa že under vlagerju, da izstrelim to na TV, tako da. Ok. Jaz bom na hitro sem še enkrat omenil, ker mislim, da do zdaj še nisem pogledal, kaj ti je deklica v Cankarjevem domu. In res mi je žal, da je nastal ta nek cel zaplet s tem, da tega filma kini večinoma ne prikazujejo, ali pa da jih samo posamezni kina. Jaz mislim, da je to eden daleč najboljših slovenskih filmov v zadnjem času, kar je res visoka hvala, glede na to, da so mi bili že 2-3 leta nazaj zelo eni dobri filmi, zelo všeč. Jaz mislim, da tukaj res se nivo pisanja scenarija, dialogov, realizma nekega sodobnega življenja absolutno dvigne še za letvico gor in tudi tako vizualno prepričljiv film. Pa tak, jaz bi na tak film pričakoval, če že ženemo otroke gledati, gremo mi po svoje, srednješolci bi lahko šli tale film gledati, ker jaz mislim, da čist nagovarja neko mladost. In res mi je žal, da je ta film malo izvesel, ker je res odličen in zasluži si absolutno, da ga vidi čim več ljudi in da bo še na več festivalih v tujini in da ga bojo ljudje videli. Pa super igralci, no? In pa sem pa pogledal tudi Drop, se pravi srhljiva sporočila v Cineplexu, ki pa moram reči, da me ni navdušil, zdelo se mi je, sama ideja sicer ni slaba, neko žensko, ki je na večerji na prvem slepem zmenku nekdo terorizira preko teh sporočil, ki so tega mina, ki ne uporabljamo Applovih telefonov, veliko nimamo tokno, ampak skratka, to je neko sporočilo, ki ga ti lahko, če jaz sem prav razumel, komorkoli v nekem, ki ima Apple telefon, pač se lahko z njim pogovarjaš v neki bližini geografski, mislim, da je tukaj nekih 15 metrov ali nekaj. Ne, in Bluetooth povezava je potrebna, torej ta razdalja nekako gre, pa načeloma moraš biti povezan v isto Wi-Fi omrežje, ali pa moraš biti povezan nekako, torej recimo
ljudje, ki so v istem family, oni grupi lahko, tudi če so na mobilnem. Ampak oni tukaj rečejo, da imajo kao neko novo rešitev, ki deluje tako. Med različnimi telefoni in to. Ne? Ja, ampak po drugi strani jaz mislim, da tudi ta ideja je tako, postane zelo moteča. No, meni je že bil na ravni tega, da moram non-stop gledati njen telefon in kaj tam piše gor, pol oke se začnejo stvari spisovati, ampak malo je moteče. Predvsem pa film ni dobro izveden. Jaz mislim, da zlikovec naredi napako v prvem pogovoru z glavno junakinjo, izda nekaj, česar ne bi smel vedeti in takoj veš, da je on, poleg tega, da itak grejo tisto, da nastavijo, ves čas ti nastavlja enega, ki je noro sumljiv, je pa ves čas v ozadju in si tako, ok, a res, najslabša fora ever. Mislim, tok krimičev si pa že videl, tako da škoda mi je, no, ki se mi je zdel film dokaj zanimiv, potem pa zelo hitro pade in tudi nima nobene napetosti. Pač to je res film, ki bi moral biti napet, pa ni niti malo in meni tok ni bilo mar, a bo naredila tisto, kar mora, ali ne bo, ali jo bojo ubili njo, ali njeno družino, najraž bi bil, da bi kar vse, pa da nehamo s tem. Ampak ja... Potem sem pa prebral še in bi priporočil Why the Last Man, sem prebral stripe, jaz sem jih bral v hrvaščini, se pravi Y, ne vem kako oni rečejo Y, poslednji muškarac, od 1 do 5, moram reči, da mi je zgodba kar prerasla. Tukaj gre za to, da vsi moški, razen enega, dokazano samo en moški in njegov samček, opica preživita, vsi ostali pa umrejo in pač svet žensk, ki je seveda kaotičen, ker ženske pač ne morejo voditi sveta. Malo, tu pa tam gre po meji, jaz mislim, da ene stvari ful pretirava, ene stvari pa dobro prikaže v bistvu tako, kako seveda v patriarhatu, kjer je večina moških pilotov, ne, kjer so piloti večinoma moški, seveda skoraj vsi avioni zgrmijo na tla tisti trenutek, ko pač moški pomrejo, ne? Ker preprosto je žensk, pač jih tukaj ignoriramo in tako naprej. Tu pa tam hodi pa malo po robu tega stereotipov o ženskah in tako da malo je tako, ampak se odkupi, jaz bom rekel, v zadnjih dveh delih se odkupi, ker se zgodba zelo kompleksno povede, akcija je tudi malo boljše izrisana, tako da meni je bilo vseeno zanimivo in pa za vse nas, ki imamo radi žanr, to je pač ta poslednji tip, ki preživi, je totalen piflar in sam meče reference skozi. In od tretjega dela imaš tako milijone referenc na Star Trek, tako da si rečeš, ok, zasluženo si preživel, zdaj vem, zakaj si samo ti preživel. To pa prebral sem 4. del Veščeca, Lastovičji stolp, ki ga še vedno zelo, zelo priporočam. Meni je to eden najbolj zanimivih fantazijskih serij, ker je duhovit, ker razbija neke stereotipe. Cel roman 4. je zgodba, da različni liki pripovedujejo zgodbo za nazaj in se mi zdi zelo, zelo zanimiva. To je pa malo se zgubi fokus, no. Na trenutke že malo pozabljaš, kaj se v resnici dogaja, ker je pač res razdeljeno na te like, ki pač delajo neke svoje stvari znotraj tega sveta, skušajo preživeti bazično in se ne ozirajo toliko na to epsko dogajanje, kjer so pač neke intrige in tako naprej. Pa veliko akcije v tem delu je pa res veliko akcije, ki na trenutke malo mi je bila boring. No? Moram priznati vsa ta in urezal ga je tam in odrezal mu je uno in zaštihal ga je tam. Hkrati pa ne umre noben od unih, ki bi moral umreti, tako kot lepa Dan Feint. To me je malo mogoče razburilo, ampak še vedno zelo zanimivo, super prevod, Bravo mladinska in letos naj bi izšel še vsaj en del, to sem prepričan, ker so mi to povedali zdaj, ker se pripravljam na NMN, da bom nekaj za mladinsko vodil. Ko boš vodil, povej, da je to 6., ne 4. del. Ja, 6., ja. No, se mi je zdelo, tudi meni se je zdelo nekaj, da je nekaj narobe, ampak tam sem... vse ok, se ti odpustil. Z Goodreadsa sem pogledal pa videl, da piše 4, čeprav se meni zdelo, da sem prebral že ful več, pa da je tam kup knjig. Ampak ja. Ja, veš kako oni imajo pač, da je prva, mislim, da začnejo s 3. šele štet. Ja, zato, ker sta prvi 2 kratke zgodbe. Ja, se štekam. To je poanta, ja. Ok, ja. Whatever. Goodreads, go home, you're drunk. Ljudje in ljudine, poslušali ste 216. epizodo podcasta, ki sliši na ime Bot.
podcasta za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili Igor, vojaški strateg Harp, Mito, oprostite, če bom spoilal, Gigič in Aljoša, apologet slabih sezon, Harlamo. Tole epizodo smo znova posneli preko spleta, zahvaliti se moramo torej našim telekomunikacijskim ponudnikom in mirnim sosedom. Če vam je bila današnja izkušnja všeč, spremljajte, delite in všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije in nam tam dajte kakšno ceno, priporočite ga v poslušanje delavcem na referendumu, če ga ne boste bojkotirali. In če te dni slučajno srečate čarobno bitje, ki vam ponudi, da vam izpolni 3 želje, si zaželite 1. Miru na svetu, 2. Milijone na bančnem računu in 3. Seveda, da bi podcast Obot zmogel ta tempo šibanja epizod zavedno. Če morate v zameno dati svoje življenje, bo vredno. Podcast Obot je brezplačen, ni pa zastonj. Podcast najdete na Facebooku, Instagramu, Blue Skyju, zaenkrat tudi še na Twitterju, Discordu. Poslušate ga lahko na vseh odjemalnikih podcastov in na YouTubu. Pridružite se nam v klepetu vsem, kar je novega v žanrih na platnih, med platnicami in na ekranih, o naših epizodah in kanaliziranju. To je bila že 216. epizoda, trenutno sproti spremljamo serijo The Last of Us s posebnimi krajšimi epizodami, lahko se nam pridružite tudi pri tem, sicer pa bo naslednja redna epizoda najbrž na voljo čez 2 tedna, če sebe in vas ne presenetimo kaj prej. Kakorkoli že bo, hvala vam, ker ste nam naklonili svojo pozornost. Nasvidenje. Kaj, bomo zapeli Hills of Tančiko? No, daj, Mito, lead the way. Ne, Mito, out. Mito, drop the mic, too soon.